Fantasy. Radio Fantasy. Še mi dej. Pa ti ne dam. A ja, Gimi Oil. Tako. Ja, zdaj takole, danes si malo podajamo kljuko studijskih vrat, ne, in po Boštjanu Dermolu iz nekdaj skupine Nude, zdaj ima svoj projekt, ne, solo projekt, je pa z nama Bojan Sovilj, kot kralj J. Bojan, dobro jutro. Dobro jutro želim, že davno. Veš kaj, najmanj program, jutranji program je do 10 in vedno naslavljamo dobro jutro. Pa tudi za tiste, če so malo potegnili, kak dremeš. Aha, taki so bili, ja. Ja. Dokdaj spiš ponovadi? Je odvisno, čisto. Ponovadi 6-7, to nekje, ampak... No, mi so takrat že na šihtu, a veš. Ja, ampak odvisno, kakšne so zdaj, pač imam neke aktivnosti, ki bi rekel, sem malo več deležen vsega skupaj. Delamo bolj fizično, tako da. Do tja še pridemo. Bojan Sovilj, evo, zdaj, da boste vedeli, kdo to je. Šoštančan. Ja. Tako. Včasih, če ste prišli v kak večerni lokal, ste ga ziher na vratih videli. Vumba Cač je bil, redar. Tako. Ja, ogromna skala človeka. Koliko si imel kil? 170. 170 kg. Koliko si jih pa pridelal? Kako sem jih pridelal? Ja. Ja, ogromno časa, ogromno, bi rekel, denarja je potrebno, pa Pridni si nočnega bil, življenja. Tako. Ja, se v bistvu Zalaganja. ti si noč pa dan dejansko zamenil, če si delal skozi po noči. Tako. In potem valjda bioritem in metabolizem ne delata verjetno glih pravilno. Enkrat je še si dela zalogo. Ne? Ja, in napokaš se ravno takrat, ko se ne bi smel. Ne? Tako. In okej, no zdaj. Ampak mene vsaj nekaj, iz tega življenja še me nekaj zanima. Okay. Kateri prigrizek oziroma kaj si najrajši jedel po noči? Oziroma pač v tvojem delovnem času, s čim si postregel? Ja, prvo se začne pri čipsu, pri slanem, včasih pri sladkem. Pol te še boli trebuh, pa škariščeš. Ja, Ker kemija v teh večevalcih kuca, monosodov glutamato so to. Ne? Vseh pakiranih stvari se to skriva noter. To je v bistvu, kako bi rekel, čar prehrambene energije, da ti zamaže stvari, v glavnem to ti izklopi center za zasičenost. In ti, ko ješ, nehaš jesti, ko te začne boleti trebuh, tad je že prepozno. Je že prepozno. Ja. Pa še se tišče. Okay, moram se vrniti na začetek, da bomo razumeli, ne? Ker govorimo o Bojanu, 170 kilogramskem Vumba Caču, ne? On je prišel pa zdaj taka suhica tule. Trlica. Koliko kil imaš zdaj, Bojan? Ja, tekle, jaz sem v bistvu iz 170 šel pa na 67. Zdaj pa v bistvu, ker sem bil na Geršenovi terapiji. Ja. Sem bil na Geršenovi terapiji 30 dni, sem bil bez hrane, sem bil sam na sokih in v bistvu sem šel iz 170 direkt na 67. Tako da v bistvu 20 dan sem bil na 67, v bistvu 67,8 je bila moja idealna teža. Skozi je držalo pa to težo. Ne. Zdaj pa, ko sem se nazaj prehranjujem po zimi, imam 80 kg, zdaj poleti imam pa nekje 77. Dragi gospe in gospodje, mi imamo pred sabo človeka, ki je v enem letu shujšal 102,5 kg. 102, ja. 11 mesecev 102, v bistvu pol sem, tekle bom rekel, 11 mesecev 99, pol sem pa 30 dni še šel na soke, tako da pol v bistvu tu sem se pa začel meriti striktno, ker sem jo začel gledati, ki nastane moja podhranjenost, ne. Predstavljaš mene pri 67 kg. Ja, vidim te, ne? Ja. To je tista slika, ko sem v tistih hlačah, no tam imam 67 kg. A sprenesel te hlače samo? Imam une redarske, ko sem delal v kravati. Une kratke nimam, imam pa une... Boš pol pokazal, bomo pofotkali, da boste videli, kakaj je ta... Sam tiste hlače, ki ga boste videli, sem se komaj dol zaprl, ker to so hlače na peglo, une kao... Aha. In sem komi najdel za mene in že tete sem komi dol zaprl. Boste pa videli, kak zdaj to zgleda. Ok, ampak zdaj... Kaj je recimo bilo tisto, kar te je prepričalo v to, da si se sploh spravil hujšati? Ker se veš, vsi imamo željo spraviti dol z vsemi zdravstvenimi težavami, ki pač, ne? Vsi bi mogli iti na kako dieto, ne? Jaz nisem imel želje shujšati. Ja, no sej nobeden od nas je v bistvu nima, ne? Dok je lagodje, dok ne bolijo, vse super. Uživaš. Imamo neko idejo, pa imamo tudi zdravstvene težave, ampak ta dieta in hujšanje nekako ne prideta nam v navado. A ti je telo sporočilo? Seveda. Pa je bilo hudo? Preveč hudo. Mislim, hujšanje potem samo. Ne. Je šlo brez problema. Glede na bolečine je bilo hujšanje malo. Okay. Vse bi dal, sam da ne boli, verjemi. Dobro. Vse. Pa zdaj ne boli več.
letim po luftu. Zdaj pa... Človek, ki je skušal 102 kg, je z nama, kot rečeno, Bojan Sovil in nam boš razložil, kaj počneš zdaj, po tejle pesmi. Tisto, kar imamo radi. Ok, ura še vedno 19 do 10 in z nama je v gosteh Bojan Sovil iz Šoštenja, si rekla, ne? Tako, Šoštančan. Tako. Rojen Šoštančan. Ja, Slovengrad, ampak ja, rojen Šoštanč, ponosen Šoštančan. Odraščal v Šoštanj. Tako. Kjero šolo si hodil po? Ja, Bibarek ali Karol Distovnik? Bibarek, ja. Šta Bibarek, košarka. Jaz sem bil pa celo življenje odbojkaš. No, sej to glisno hotla reči, ne? Glisno hotla reči, košarka. Bibarek. V glavnem, ja, Bojan je bil nekdaj redar. Nekdaj si imel 170 kg. In 21 let redar. Bojan, a lahko jaz sam tvoje hlače pokažemo kamero? no, to lahko kažemo. No, in jaz bom pa nadaljeval. Ne? In nekdaj si delal nenormalne turnose, kot si mi dejal, redaro si 100 noči, pa eno noč si imel fraj. Joj. Čakaj, da vidimo, jo. No, to je pa, v bistvu ena hlačnica šuši je zate. Mi dva gremo skupaj. Čaj, da zapremo dol, da ne bo misli. Ja, Bojan je sabo prinesel tudi hlače, kot si prej umeril, iz časa tvojega delovanja kot varnostnik in to pa je res. To pa je res. Ker v bistvu komi sem jih zaprl, to sem komi dol zaprl, to nisem mogel, to je bilo... Mikrofon. To sem komi sem da jih dol zaprl in te hlače so. No, dej povej, Bojan, ko sem omenil to redarsko službo, 100 noči, eno noč fraj. Pa že spet 100 noči sem delal. A res? Ja, 100 posle. Ja, tako. To je pol ta turnus, ko si dejansko Ja, nightclubi. cel dan si spal, po noč pa delal. Ja, so bili tudi recimo, da sem prišel po noč domov, pa sem spal, pa sem se zbudil, pa v še kar tema. 5 popolne je bila tema. Ja, po zimi. Je pač... Tako da sploh nisi vedel D vitamina. Ja. V bistvu jaz sem barvo kože izgubil za en pigment. In sem pol v bistvu, ko sem se pač šel to vse skupaj, ki bi rekel, hujše ono tretje in sem se kvarjal to, ki piše, v bistvu pripravljam se na doktorat iz stare drevne medicine in pa sem eksperimentiral na svojemu telesu, teda bi povedal eno staro foro manekeng, kak ne izgoret na soncu, ampak počrnet. In recimo to je v bistvu, piješ sveže stiskan sok od rdeče pese pod korenčka in si izpostavljaš soncu. In pride do porjavitve. To je stara, to je 70-80 let. Čakaj, stara dajte fora že manekeng. Že piše, evo le. Kaj smo rekla? Rdeča Sok, pesa. Rdeča pesa. Koliko tega pa kaj vemo? Ja, le, čim več pije pa, da se izpostavlja na Tak mešanica rdeče pese. pa korenček. A je to moraš skupaj zmešati? Ja, ja. Aha, pa korenček... Pač daš v sokovnik malo korenčka, malo rdeče pese, skupaj stisneš, popiješ, to je to. Plus sonce. Ja, kaj boš prla? Sonce je. Lej. Ne bo rdečitve, ampak boš pa rjavela in boš za pigment laka dvigneš. Zanimivo. No, Dobra fora, evo. No, Super nasvet. Super In kaj zdaj, nasvet. Bojan, ti si tako na hiter povedal, da se pripravljaš na doktorat, da smo šli kar mim. Ja, v bistvu jaz sem pripravljen doktorat stare drevne medicine, to je Hipokratova medicina. Stara drevna medicina. Tako, to, ne? tako, Po Hipokratu. Ne? Po Hipokratu, ki je v bistvu zdravil ljudi z postom in ne zdravili. In je govoril, naj bo vam hrana zdravilo, da vam hrana ne postane zdravilo. Ne? Tako da v bistvu to so te stare metode zdravljenja. Jaz zagovarjam v bistvu kombinacijo alternativne medicine za to staro drevno medicino. Ja. Oni ti vidijo, recimo imajo te rengene, pa te, kako bi rekel, slike, raziskave v take stvari, da vidijo, kaj je. Pa imaš pa na drugi strani rožico za vsako bolezen raste. Mene na škodi. Kaj počneš zdaj? Zdaj pomagaš tudi ljudem? Ogromno, ja. V bistvu me ogromno ljudi kontaktira, recimo zdaj, sploh te, recimo avtoimune bolezni, ogromno je tega zdaj in ljudje, ko ne vejo, pa kaj, oziroma ko jih odpustijo vsi, vsak človek se prime pa za vsako slamko in pol pridejo taki ljudje, ko jih tudi kemoterapija raznesle do te mere, da pa ne vejo več, kaj bi, prijejo do nas in na nek način ozdravijo. Lepo si se vrlo. Ampak vse gre verjeti človeku, če je 100 zmanjšal presep. Ja, absolutno. Kje je na tem, Mene je fasciniral podatek, da Otto Heinz Warburg je leta 1933 Nobelov nagrajenec odkril vzrok raka. Ja. To je zakisanost organizma. Rak ne more preživeti v bazni sredini, to si zapomnite. Ne more. Okay.
Se pravi, moramo zakisano telo odkisati. Tako z baznimi. Zdaj pa za vsako, recimo 7,00 je neutralno, to vemo. Ne. Naša kri je blago bazična, 7,3, 7,4. In za vsako stvar, ki jo vnesemo v organizem, imamo pH vrednost. Recimo cigarete so 3, meso je 3 do 4. Vzamemo pa brokoli, ki je 7 do 8, limona 9. Čeprav je kisla, ona bazo povzroča v našem telesu. Ne. In pa, če mi jemo bazično, je nemogoče, da se razvije kakršnakoli autoimuna bolezen. S tem, da sikiranje, stres, to je vse dvojka, trojka. Tisto, ki pa najbolj zakisja organizem na svetu, znači direktno povzročitelj raka, so umetna sladila oziroma sintetika. Znači vsi te ojačevalci, vse kar ni v naravi, to je najbolj zakisa organizem, to je direktno povzročitelj. Recimo, vi danes, če greste na kemoterapijo, to vam toliko zakisa organizem, da vas začejo i lasi i zobi vam padati. Tako da, uradna medicina to v bistvu, jaz sem gledal statistiko, tisti, ki hodijo na te njihove odobrena zdravila za raka, živijo v povprečju 5 let. In se zadnjih 20 let ta statistika ni spremenila. Tisto pa ne hodi na to in živi pa dlje, kot pa oni, ki hodijo na to. Zdravljenje. Se pravi, ampak mi dva potem zagovarjava tudi presno hrano. Normalno, se to je v bistvu... Nepredelano. Ne, termično obdelano, oziroma do 40 stopinj je vse, kako bi rekel, netermično obdelano, oziroma presna hrana. S kuhanjem na pari uničimo 60%. Na pari. Z navadnim kuhanjem 80%, z pečenjem pa 100%. Ok, se pravi tako, da boljš... Ker moramo mikro pa makro. Šuši, ti si ljubiteljica žara, mislim, da veš. Aha, zdaj pa za žar, da nekaj povem. Ja, kar povej. Ne, no, Žar. Na dim. Ma v sebi inzibiropirena, ko v 600 cigaretih. Tako da, ko pojete kilo mesa z roštilja, ste pokadili 600 cigaret. Sam če je tak dober. Ja, to. Zato so nam pa bolnice tek prazni. Ja, sej, to je tudi res. Lepo slišati take primerjave, ne, da se človek malo zamisli. Bojan, daj mi povej za konec eno stvar, koliko bi mi Šuši pripravili za poletje, da bo vse veš? Linija pa to, pa vse skupaj prehrana. Na prvem mestu, številka 1. Rekel si zdaj, ok, tisti korenček pa rdeča pesa je za porjavitev. Ja, samo moramo se tudi malo za zaščitnimi faktorji. Jaz v bistvu delam injekture, kreme, imaže, deodoranti, pralni prašek, nič ne kupujem. Se sam delam. Ker v bistvu vi morate vedeti, da sintetika ni dobra za človeka. Če vzameš sintetiko in daš, pereš las, dobiš prhljaj. Recimo sploh, moje pravilo v moji hiši so bele gate, bele z okna. To je pravilo moje hiše. Ker vemo, dan z mikroskopom, recimo, lahko potrdimo, da nad 80 stopinj se uničujejo paraziti pa bakterije. Belo so per, na 90 barno pa na... In naše babice so to vedle, niso imele mikroskopa. In jaz pravim vsakega, recimo na mojemu predavanju, ki se imenuje Povezovanje starih drevnih modrosti z današnjimi problemi, ker so včasih ljudje bili butasti pa zdravi, mi smo pa pametni pa bolani. No, sej tu smo zdaj, ne? Kam gre ta naš svet? Ja, dejstvo je, da si se res zelo spremenil, podal v neke druge vode, ki pomagajo tudi drugim in lepo je, da si za to imajo, za malo za... Pa dobro, naj te imajo, ne? Važno je, da je te fajn. Važno S drugim, ki jim pomagaš. Tako. Pa važno je kosa, srp in motika. Tako. Torej, karkoli delaš, da je neke gradbene posege brez bagra. Ja, seveda. V bistvu zadnjič včeraj, so rekla, brez bagra skupaj, nisem pustil, sem rekel, da moram malo. To je moja terapija. Nočem lagodja, nočem, kako bi rekel, da mi je, ker hočem, da sem malo žen, malo lačen, malo zmatran, ker pa si zdrav. Čim si v lagodju, človek se razboli. In hočem krepiti to moškost in testosteron in tak naprej, pač dela fizično, ker jaz sem bil prej profesionalni športnik, pa trener in tak naprej. In jaz zagovarjam fizično delo, ne športa, ker ne obstaja več zdrav duh v zdravem telesu. Danes je to vse biznis in v bistvu je pa največji problem, ker noben hoče delati. Pa smo tam. Ampak je pa res... Vsi bi na šiht hodili, pa denar, znači šiht po najmanjni liniji napora, ampak čim več denarja. Jaz pa pravim, da je treba fizično delati, ne na šiht hoditi.
Včasih ni obstajal debel kmet. Poglejte danes, ne obstaja suh kmet. Danes vse joysticki pa džindiri delajo. Ja, ljudje nimajo radi to, kar jaz govorim. Nekaj Pije resnice vodo, je ne. v tem. Je pa res, da če dalje bolj se vračamo k koreninam Ja, človeštva. upam. Zato pa za otroke moramo na njih delati. Tako. In mi dva morava iti. si Ne, rekel. ura mora iti. Ja, ne, pa mi dva tudi zaključujeva program. To tudi res. Ampak lepo je bilo kramljati Bojan, sam se pravim, toliko si se podal zdaj te vode, da bi lahko še gremo tjale na kavo, pa malo podebatiramo. Ja, tako da v bistvu jaz bi sam povabil še ljudi, pač, da pridejo v tale moj projekt, ki sem ga začel letos v kampu Menina, odpiram svojo restauracijo, ki me lani 6. dan po otvoritvi me odnesla poplava, tako da sem komi živo glavo odnesel. V bistvu to je prvi certificiran veganski double-decker avtobus v Evropi, ki imam tudi certifikata. Ne? In v bistvu veganstvo ne zagovarjam kot način prehranjanja, sem rastlinojed, ker poznam vegana, ko ima 133 kg, ne je mesa, zato Coca-Cola, čips, cigarete, alkohol, take stvari, to je vse vegansko. In v bistvu hočem, da bi otroke učili kuhati, nekaj zdravega pripraviti, pridite, da se družimo, da se imamo fajn in da se kaj poveselimo in družimo. In tako. Lepo je bilo klepetati s tabo, Bojan. Hvala. Radio Fantasy. Radio Fantasy.